Mahniča, Žan, izvoli. Hvala, Jure, za besedo. Spoštovani gospod predsednik Janez Janša, gospod Vizjak, kolega Tomaž, lep pozdrav vsem skupaj in veliko čast in veselje mi je, da ste z nami danes prvič po dolgih letih oba podmladka, tako podmladek Slovenske ljudske stranke, kot tudi podmladek Nove Slovenije. Verjamem, da gre za vrnjen obisk, kajti pretekli teden ste vi imeli kongres in smo se tudi z veseljem udeležili in pa odzvali vašemu povabilu. Časi, ki so pred nami, bodo zahtevni. Najprej bodo zahtevni naslednji tedni, ko bomo ljudi na terenu prepričevali, zakaj je Slovenska demokratska stranka tista prava izbira. In potem bodo težki tudi časi, meseci in pa naslednja 4 leta, za katera verjamem, ker bo nam dana možnost, da bomo skupaj s tistimi, ki enako mislijo, ki v srcu dobro mislijo, ki imajo radi to Slovenijo, ki podpirajo naše rešitve, ki podpirajo rešitve, ki so blizu našim rešitvam, imeli možnost, da to Slovenijo spremenimo na bolje in jo tudi bomo. Trdno sem prepričan, da bomo ob naslednjem kongresu, ko se vidimo, podmladek največje koalicijske stranke. V Slovenski demokratski mladini smo danes pripravili program, ki obsega 4 točke, na vsakih 4 točkah pa so 4 točke, za katere menimo, da so najbolj problematične oziroma za katere smo trdno prepričani, da jih mora naslednja vlada uveljaviti, če želimo, da se stanje na mladinskem področju izboljša. Zadnja 4 leta so bila tudi za mlade leta izgubljenih priložnosti. 8000 mladih se letno odseli v tujino. Tisti, ki ostajajo tukaj, se pridružujejo slabim programom, kot je jamstvo za mlade, ker so kriteriji, ki so tam nepravični, ker ni nadzora in ker je Slovenija na samem repu po uspešnosti črpanja evropskih sredstev. Približno 9 milijonov za aktualno perspektivo, za primer Irska je počrpala skoraj 90 milijonov evrov. Imeli smo uspešen program Prvi izziv, ki ga je vodil takratni minister za delo, družino, socialne zadeve, magister Andrej Vizjak, in prepričan sem, da imamo v našem strokovnem svetu rešitve, kako tudi te sheme, ki si jih poslužujemo preko Evropske unije, narediti bolj učinkovite, ne pa da samo 10% mladih, ki je bilo vključeno v teh letih v ta program jamstvo za mlade, potem odgovori, da so zadovoljni in da jim je ta program koristil pri njihovi nadaljnji zaposlitvi. Pomembna je šola, pomemben je izobraževalni sistem. Slovenska demokratska stranka je v tem mandatu 3-krat predlagala uvedbo vajeniškega sistema oziroma dualnega šolskega sistema. Žal smo bili 3-krat neuspešni. V 4 letih je vlada pripravila in potrdila svoj predlog in danes imamo nič drugega kot to, da se samo 54 vajencev pilotno izobražuje v tem dualnem šolskem sistemu, ki ga po napovedih vlade pred letom 2022 v praksi v nekem popolnosti ne bo. Prav tako nam je žal, da vlada ni prisluhnila našim predlogom za izboljšanje problematike na področju stanovanj. Te predloge smo dali tudi v nadaljne programe in zato se bomo zavzemali. In ko uredimo izobraževalni sistem, ko uredimo trg dela oziroma prehod med izobraževalnim sistemom in trgom dela in ko uredimo tudi področje stanovanjske problematike, potem smo trdno prepričani, da bo prišla tudi participacija, da bo prišlo tudi zanimanje za mlade, za politiko in da se bodo aktivno udeleževali in soodločali na vseh vrstah volitev. Kajti medijem je v teh letih uspelo neko floskulo zelo popularizirati in to je vsi so isti. Ne, nismo vsi isti. Zdaj, v četrtek so na eni od televizij na soočenju pokazali, koliko dni je bila kakšna stranka v vladi. In če pogledate tiste grafe, če pogledate tiste številke, boste videli, zaradi koga je danes Slovenija takšna, kot je. In da tisti, ki obljubljajo
nemogoče, tisti nimajo pravih rešitev oziroma so že imeli priložnost, da bi pokazali, kaj znajo in kaj zmorejo. In to, da nekdo danes govori, da so se zmotili, da vendar ne moremo trošiti več, kot ustvarimo, leta 2008-2012 pa so naredili letno 2,5 milijardi evrov minusa v proračunu, tistim ne gre verjeti, ker bodo še enkrat pelali Slovenke in Slovence žejne čez vodo. Slovenska demokratska stranka je prava rešitev, z ekipo smo pripravili program, zahvaljujem se tudi za vse uslišane predloge, ki smo jih podali v Slovenski demokratski mladini. Menimo, da moramo biti mladi še posebej slišani, tudi uslišani v naslednji vladi. Zaradi tega smo dali ne samo mi, ampak tudi Slovenska demokratska stranka v eno od točk, da bomo ustanovili ministrstvo za mlade, ki pa ne bo ministrstvo z 200 ali 300 zaposlenimi, pač pa bo to ministrstvo z ministrom in njegovo ožjo ekipo, ki bo zadolžen za koordinacijo vseh resorjev na tem področju. Mladi bomo na ta način dobili nekoga, ki nas bo zagovarjal in ki bo v vladi koordiniral vse ukrepe, ki so potrebni. Kajti geslo Slovenske demokratske stranke ni nič o mladih brez mladih, ampak nič o Sloveniji brez mladih. Jaz se zahvaljujem vsem, ki ste danes prišli, dokazali ste, da vam ni vseeno. V prihodnjih tednih se potrudimo, kajti tako stranka kot tudi Slovenija na nas računa. Če pogledate rezultat volitev 2008 in potem 2011-2014, boste ugotovili, da televizija govori ravno obratno. Pravijo, kadar je nizka volilna udeležba, takrat desnica zmaguje. In to ne drži. Kadar je nizka volilna udeležba, takrat zmaga levica, kajti na levi se glasovi vsako leto za vsake volitve prerazporejajo, naši volivci pa ostajajo doma. Ko je zmagal Demos, sicer s pišno večino, ampak ko je zmagala desnica, takrat je bila visoka udeležba. Tudi 2004, ko so zmagale desne stranke in so lahko sestavile koalicijo, kljub temu, da je ravno 46. glas zmanjkal in smo morali imeti v vladi stranko, ki je nasprotovala prodaji NLB-ja, Telekoma in ostalih podjetij, zaradi katerih so danes težave v proračunu. Ravno takrat ob visoki udeležbi je desnica zmagala. In na nas je, da tiste, ki niso bili na volitvah na leta 2014, 2011, 2008, da jih prepričamo in da jih pripeljemo. Ne ukvarjamo se s tistimi, ki so prepričani in zagovarjajo drugo stran, pač pa da govorimo mlade, da imamo prave rešitve in da bo z dosledno politiko, ki jo bomo izvajali iz našega programa, možno ustvariti boljše pogoje tudi za mlade. Hvala in pa želim vam lep dan oziroma potem večer še naprej. Hvala.